Jaz si želim, spoštovani predsednik in dragi sodelavci in sodelavke, da bi ta oblika srečevanja, ki smo jo vzpostavili kot dobro prakso v tem mandatu, ostala tudi v prihodnosti kot oblika skupnega dela vrhovnega poveljnika in pa Slovenske vojske, kajti vemo, da tako ustava kot zakon o obrambi glede tega, kako naj vrhovni poveljnik izvaja svoje naloge vrhovnega poveljnika, nista preveč natančna. In da marsikaj v tem odnosu je odvisno tudi od tega, katere oblike smo v posameznih obdobjih sposobni vzpostaviti, torej katere oblike sodelovanja in načine sodelovanja smo sposobni vzpostaviti ljudje, ki opravljamo najvišje funkcije v državi. Zato, spoštovani predsednik, vesela sem, da imamo danes, kot rečeno, priložnost poslušati vas. Naj vas tudi obvestim, da eden od aktov našega sodelovanja, ki je poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske, v bistvu že poteka, kajti sistem ugotavljanja pripravljenosti je že v svoji drugi tretjini, tako da v prihodnjem letu, tako kot je bilo v navadi, konec marca vas bo čakalo poročilo o stanju pripravljenosti. Seveda so pa tudi druge pomembne oblike, skozi katere spoznavate stopnjo pripravljenosti tako Slovenske vojske kot obrambnega sistema v celoti. Predajam vam naše poslušalstvo, našo publiko v dobri volji in pripravljenosti in pa velikem veselju, da vas lahko gostimo tukaj med nami. Spoštovani predsednik, izvolite. Hvala lepa, gospa ministrica. Hvala lepa za ta prijazen sprejem in prijazen pozdrav. Spoštovani gospod načelnik generalštaba, spoštovane častnice, častniki Slovenske vojske, spoštovani predstavniki sektorja za zaščito in reševanje, predstavniki civilnega dela Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Veseli me, da imam ponovno priložnost spregovoriti o tem sestavu v obliki, za katero smo se dogovorili v preteklih letih in za katero bi rad, da postane tradicionalna. To pa zato, ker verjamem, da je zelo koristno, da imamo priložnost srečanja na način, ki mi omogoča, da nekoliko širše razvijem svoj pogled in da to storim tudi nekoliko bolj neformalno. Neformalno v tem smislu, da nimam pripravljenega polnega besedila, ki bi ga pred vami bral, ampak da vam povem nekaj o svojih razmišljanjih, o aktualnih temah, ki zadevajo naš obrambni sistem, bodi si direktno, bodi si indirektno, in da imamo po tem mojem razmišljanju tudi nekaj časa za pogovor. Zdi se mi, da je take vrste interakcija koristna in da je prav, da jo opravimo enkrat na leto ob vseh drugih oblikah srečevanja, ki jih imamo, o poročanjih, o različnih obiskih pri naših enotah, ki jih opravljam, ob kontaktih z našimi predstavniki v mednarodnih misijah in ob drugih priložnostih. Danes mi je v veselje, da se srečujemo tu v dvorani, ki je imenovana po Williamu Perryju, nekdanjem državnem sekretarju za obrambo Združenih držav Amerike, sekretarju za obrambo, ki nas spominja na čas, ko se je Slovenija vključevala v NATO, v zavezništvo, ki danes na bistven način opredeljuje položaj naših obrambnih sil in našo varnostno in zavezniško situacijo v mednarodnih odnosih nasploh. William Perry je seveda na več načinov zanimiva osebnost za nas. Prvič tudi zato, ker je bil v strukturi, v kateri je deloval, izrazit predstavnik civilnega dela celotnega obrambnega sistema, kot matematik, kot nekdo, ki je prišel na mesto sekretarja za obrambo po poti strokovnega napredovanja in ki se je izkazal kasneje tudi svojim političnim smislom za delo, ki ga je pokazal tudi v odnosu do Slovenije v času, ko že ni bil več sekretar za obrambo, ampak je pomagal pri iskanju rešitev za spor med Slovenijo in Hrvaško kot ponudnik dobrih uslug
Če tudi ta poskus ni uspel, pa je vendar pustil za sabo pomembna spoznanja, ki so kasneje pomagala pri iskanju poti naprej in ki so na koncu prispevala tudi k sporazumu med Slovenijo in Hrvaško o arbitražnem sporazumu. Govorim o tem zaradi tega, ker bi rad tudi skozi to simboliko opozoril na številne načine, skozi katere se prepletata civilni in vojaški sektor, politični razmislek in razmislek o našem varnostnem položaju, ki je seveda zadeva, ki jo moramo razumeti v vsej celovitosti. Danes se srečujemo torej v prostoru, ki simbolizira našo vključenost v mednarodno obrambno in varnostno okolje in našo vključenost v različne operacije, v katerih sodelujemo v okviru zavezništva NATO. Rad bi posebej poudaril, da v svojem razmišljanju ne mislim posebej govoriti o mirovnih in drugih operacijah podrobneje, zato bomo imeli še druge priložnosti in veseli me, da bom imel možnost 23. decembra v posebni video povezavi govoriti s pripadniki različnih operacij, v katerih sodelujejo pripadniki Slovenske vojske. Danes pa bi želel svoje razmišljanje organizirati okrog 4 tem, ki verjamem, da zaslužijo razmislek. Najprej nekaj o našem članstvu v zavezništvu NATO, nato o ekonomskem položaju in njegovih vplivih na položaj našega obrambnega sistema in obrambnih sil, tretjič o tem, kako naprej, kakšna razmišljanja o konceptu razvoja naših obrambnih sil potrebujemo in končno četrtič nekaj misli o vrednotah in motivaciji, ki sta bistveni sestavini vsakega razmišljanja o konceptu naših obrambnih sil, o naši prihodnosti in ki imata izrazito velik pomen tudi za naš politični položaj v širšem smislu, ne samo položaj v obrambnih silah, ampak sta pomembni za politični položaj v celoti. Jaz upam, da bom to, kar imam povedati, povedal nekako v 25-30 minutah in da bomo imeli potem čas za razpravo, ker se mi zdi, da je pri teh srečanjih, kakršno današnje razprava pomemben del in veselilo me bo slišati vaša vprašanja, mogoče tudi kakšne komentarje, razmišljanja in tako dalje.